Iz zgodovine lahko vidimo, da pandemije, enako kot velike vojne, spreminjajo svet. In tako smo tudi danes, še pred udarom nove ekonomske krize, ki nas brez dvoma čaka, že priča tektonskim strateškim premikom. Kitajska, iz katere je virus tudi zaradi avtokratskega prikrivanja in zanikanja ušel po celem svetu, zdaj uprizarja učinkovitost. Z velikim pompom se kiti svojo mednarodno dobrodelnostjo. Na drugi strani se ZDA vse bolj zapirajo vase. Njihov pavlihovski predsednik z domala vsakim javnim nastopom neronovsko prispeva k njihovemu postopnemu izgubljanju svetovnega primata. Evropo cefrajo nacionalni egoizmi. V času vojne proti virusu potekajo številni družbeni spopadi na različnih družbenih ravneh. Na udaru so celo nekateri razsvetljenski temelji sodobnega sveta. Gledano na splošno se za prevlado bijeta na eni strani demokratični model odprte družbe, na drugi pa nova avtokratska neliberalna paradigma. Medtem naša domača oblast očarano zre čez vzhodno mejo in Slovenija povsem očitno vratolomno spreminja svojo mednarodno strategijo, brez da bi državljanke in državljane o tem kdo kaj vprašal, iz nemško-francoskega vlaka presedamo v protiliberalni Višegrad. V današnji krizi je spet treba preizprašati tudi dominantno globalno ekonomsko-politično ureditev, samoumevnost kapitalizma. Kapitalizma, ki je, kot je pri nas prva opazila Alenka Zupančič, osupljivo podoben virusu. Podoben mu je v tem, da brezobzirno izrablja ljudi, da iz njih neusmiljeno srka koristi do samega roba njihovega preživetja. A bomo znali po koncu te pandemije pred do skrajnosti prignan individualizem, pred razne partikularizme postaviti skupno dobro? Danes smo še v karanteni, jutri pa je, kot vemo, spet nov dan. Če bomo o tem, kakšen naj ta dan bo, začeli razmišljati šele, ko nas bodo spustili ven, bo prepozno. Populisti namreč že imajo svoje jasne odgovore. In ti nevarni črno-beli odgovori so ob internetnih tehnologijah zelo preprosto dostopni vsakomur. Zato bi družboslovna misel morala proizvesti dosti več od pozivov k skrbi za osebno higieno ali pa od klicev k čim hitrejšemu odpiranju denarnic za novo neselektivno trošenje. Na kocki je preveč, da bi odločanje prepustili samo medicinski stroki ali ekonomistom, še manj upravljavcem javnega mnenja ali pa politikom. Aktivni državljanski angažma je danes še pomembnejši kot kdaj prej. Ampak ta angažma preprosto ni mogoč brez globokega razumevanja nastalih razmer, niti brez domišljenih alternativnih konceptov. Nekoč bomo vsi, tudi družboslovke in družboslovci, odgovarjali zgodovini. Zgodovina nam bo skozi naše otroke, skozi naše vnuke zastavila tisto klasično vprašanje: kje ste bili? Kaj ste počeli, ko je pandemija COVID-19 spreminjala svet? In ob vsej kompleksnosti je vsaj eno gotovo že danes. Odgovor, da smo pridno telovadili ali pa uspešno zbirali točke, ne bo zadovoljil nikogar.